Dolgo časa so Čehi potrebovali, da so na trg poslali svoje nasploh prvo vozilo za aktivno preživljanje prostega časa. Ali SUV, če želite. In ko Yetija pogledamo, se nam zdi, da imajo na tem področju že kar veliko izkušenj. Pravzaprav pa jih ima Ata Volkswagen, pod katerega Škoda tudi spada. Po oblikovni plati je Yeti najbolj podoben Roomsterju. Torej ga odlikujeta nič kaj tipična škatlasta oblika in značilna Škodina maska. Svojo obliko cilja predvsem na mlade in dinamične kupce. 18-centimetrski odmik od tal se ne bo ustrašil nobenega pločnika, 4-kolesni pogon pa bo bolj kot za terenske zmogljivosti skrbel za dober stik s cestiščem tudi v blatu in snegu. Moč se med prednji in zadnji kolesni par prenaša preko Haldex sklopke, kar pomeni, da se do 96% moči lahko prenese na prednji par ali do 90% na zadnjega. Odvisno od razmer na cestišču. Tudi če so takšne, vas ne sme praktično nič presenetiti. Nasprotno, ponuja kar nekaj veselja za volanom. Lepo sledi vašim ukazom, s svojimi kar majhnimi merami pa je tudi zelo okreten. Podvoz je res malce trše, da lahko kljubuje slabim podlagam, tule pa imate še gumb, da vam Yeti pomaga, ko se spuščate po strmem klancu. Yeti je tudi eden najbolj uporabnih malih SUV-jev, že skoraj kot kakšen kombi. Čeprav njegov prtljažnik v osnovi meri dobrih 400 litrov, ga je zaradi samostojnih sedežev možno povečati na več načinov. Po potrebi pa je vsak sedež lahko tudi hitro odstranljiv. Sedi se v redu, preglednost pa je dobra vse smeri razen v stran, ker imajo šipe zaradi izgleda kar preveč poudarjene okvirje. Tudi z materiali boste zadovoljni, čeprav upam, da pri ostalih plastika v desnem delu armaturne plošče ne škripa tako moteče kot pri tem. Yeti je lahko poceni, vendar ne tale. Zaradi najbogatejšega paketa in še nekaj doplačil dodatne opreme vas bo stal več kot 30 tisočakov. Brez parkirne avtomatike, navigacije in usnja, ki itak bolj spadajo v limuzino kot sem, pa lahko to ceno še znižate in si ga naredite cenovno bolj dostopnega. 2-litrski TDI agregat 103 kW se zdi idealna izbira za njegovo težo, velikost in namen. Zato tudi poraba okoli 7 litrov ni pretirana. Ampak kljub temu, da ima najnovejšo tehnologijo s skupnim vodom, ni tako uglajen kot pri nemških bratcih. Nič hudega, Yeti je v bistvu vse, kar smo od novega Škodinega modela pričakovali. Dovolj poseben, da bo za posebne ljudi in dovolj uporaben, da vam mora biti všeč.